Vse skupaj se je zgodilo nepričakovano. Pred 3 leti sploh nisem še upal pomisliti, da bi lahko imeli čez 3 leta zvonove v Piranu. Takrat, ko sem imel na obisku delegacijo iz Berlina, sem jih dejansko omenil, da imamo počene zvonove, da je gotovo še 100 let ne bo, ker imamo v Piranu toliko različnih drugih cerkva za obnavljati in bo to gotovo zadnja stvar, ki se bom lahko privoščil. No in čez 2 meseca me preseneti telefon iz Berlina, pravijo, imamo 2 zvonova za vas, za Piran. Vse bolj zvoni v davčni blagajni. Državljani državi tako ali drugače dolgujejo debelo milijardo evrov. Ste imeli občutek, da tudi tukaj veljajo dvojna merila? To je nemogoče. Motite se. Pa res? Mene iztirjajo praktično tekoče prispevke, ki sem jih dolžen mogoče pol meseca. Tako da ne razumem, kako lahko en dolžen full casha. To mi ni jasno. No. Kako ocenjujete delo Slovenske davčne uprave? Slabo. Zakaj? Ja, zato, ker ni treba tek seznamo, to bi mogli normalno skozi svoje redno delo izterjati. Da znajo izterjati davčnega dolga, lahko bi bili veliko bolj občutljivi. Če ne znajo oni, naj najamejo privatnike. Ni bazičnega zaupanja. Ljudje vidijo, kaj se dela z državnim denarjem, kako se razmetava z njim, kako se marsikdo z njim okoristi in seveda plačevati davke za to, da bi se nekdo okoristil, ni zabavno in ni zanimivo. V poplavi elektronskih medijev vse manj zabavna in zanimiva postaja tudi klasična knjiga. Bo teden knjige čez kakšno leto le še arhaičen spomin na stare čase? Ali se vendarle stara dobra knjiga utegne izogniti smetišču zgodovine? Po mojem je internet izgovor, da toliko ne kupujemo knjig. Mi se ponašamo s Trubarjem, z raznimi starimi prevajalci Vojvodine, Slava Vojvodine Kranjske. Vprašanje, če bo ta digitalna oblika toliko časa vzdržala, zato ne bi prehitevala časa. Je pa med poplavo razlogov, da je knjiga tam, kjer je, tudi kupica pomembnih malenkosti. Všeč mi je, da lahko dobiš knjigo kjerkoli. Ni mi pa všeč, kako je recimo to v teh raznih supermarketih, pa na Petrolih tudi prodajajo, se pravi na črpalkah, kako je ta knjiga v bistvu odvržena v nek kot na enem kupu, se mi zdi, da malček razvrednoti knjigo. V času zaostrenih ekonomsko-socialnih razmer je vse pomembnejša solidarnost. Tokrat so svojo družbeno odgovorno vlogo prepoznali zavarovalničarji. Določena društva so to dobila, ker svoje opreme sploh še nimajo in mi ocenjujemo to kot gesto, ki jim je bila storjena z namenom, da si bodo vsekakor olajšali delo in dobili taka osnovna sredstva, ki si jih sicer drugače ne morejo privoščiti. Če je bilo v socializmu pomembno predvsem sodelovati, je novi čas med drugim prinesel tudi nujo po zmagovanju. Vsi pravijo, da je važno sodelovati, ampak za mene je samo zmaga tista ključnega pomena. Lepo je sodelovati, samo če zmaš, pa še lepše. ŠKL je letos v Kopru praznoval polnoletnost. Na športni parket so v skoraj 2 desetletjih uspeli iz ulice na igrišča privabiti preko 300 000 najstnikov. Samo negativizem vodimo, nihče pa ne vidi, da so naši otroci v bistvu naše bogatstvo. To je že bivši maršal povedal, ko so bili še mi mladi. In to ne bi bilo vodilo tudi tega. Mi starši smo tisti, ki tem otrokom danes ne dajem, mislim, ki jih moramo spodbujati, ki jih moramo peljati v to. Mi smo jim vzor. In če bomo take preditve vsi podpirali, potem se ni zabiti za našo mladino. Se pa za svoje stanovanja in zemljo bojijo prebivalci Lucije. Hitra cesta od Izole proti hrvaški meji bo vzela 7 hiš in več gospodarskih poslopij. Vzeli nam bojo okoli 2200 metrov rastlinjakov, so dolgi 77 metrov, 1, 2, 3, to so 3 in ta četrti še enih 5 metrov do 10 in še dva ta velika, enih 6 metrov tam na koncu.
To je težko življenje. Nobene se ne more postaviti v našo kožo, da bi videl, kako to teče in kaj se dogaja. Ker vsaki dan imamo ali cenilce, ali geometre, ali eno, ali drugo. Vedno nekaj se dogaja pred našimi hišami. Prišel je čas, ki smo se mi naveličali in če ne bo drugače, mi njih ne bomo pustili, če ne bo prišlo do izplačila. Nam je interes in želimo si predvsem to, da se oškodovani lastniki zemljišč čim prej rešijo svoj problem, da čim prej pridobijo sredstva, da si bodo lahko rešili življenjski problem, ker dejansko so sami najbolj oškodovani, najtežavnejši položaj ravno oni. Se bom potrudil, da bo ta projekt dejansko tudi aktivno se nadaljeval, tako kot smo danes dogovorjeni, da bodo končno lastniki zemljišč tudi zadovoljni, predvsem pa lastniki stanovanjskih hiš. Mi pričnemo z aktivnostmi za izbiro izvajalca za cenitve v mesecu maju. Računamo, da bo ta izbira opravljena v mesecu juliju in potem bi začeli z cenitvami, ki so seveda osnova za odkup tem zemljišč v naslednjem obdobju. To je prvič, da so se sestali po 10 letih. 10 let nas že vlečejo in premetavajo, kot da smo, ne vem kaj bi rekel, no. Sam upam, da bo ta beseda, kar so zdaj obljubili, držala. Na dan pa počasja vztrajno kukajo hude nepravilnosti pri poslovanju Rdečega križa. Čeprav si nihče ne od oporečnikov, ne od vodstva zaenkrat še ne upa pred kamero, pa številke govorijo same zase. 3 milijone evrov kreditov, preko 2 milijona tekoče izgube, milijonske hipoteke na zemljiščih s pogledom na morje. Na delu so organi pregona, vodstvo Rdečega križa pa seje zapira za javnost. Nič ni večno, pod težo časa vse bolj popuščajo kraški biseri arhitekture. Ti objekti so v takem stanju, da okrožajo okolico, zadaj za nami vidimo, da je že velik trebuh na zidu in pa, če bi šli gledati posamične kamne, z katerih je sestavljen posamezen pilaster, je vsak počen najmanj na 2 straneh v krogu, tako da je resna nevarnost, da se tole zruši. Ta pogled na Tomaj je podobno kot za kapitana barke Svetilnik. Če tega nimamo kam se vračati. Pred nami je 1. maj, praznik dela, a dela je vse manj. V državi je že več kot 120 tisoč brezposelnih. Pomemben delež te številke nosi tudi obalno-kraška regija. V naši regiji se tako kot v ostali Sloveniji v marcu brezposelnost nekoliko umirila, vendarle pa so številke še vedno zelo visoke in so primerljive z leti po osamosvojitvi. Število potreb je v primerjavi z lanskim letom nižje. Praznika dela zagotovo letos ne bo praznovalo 17 delavcev postojnskega ATP-ja. Avtomobilski panogi v Evropi čutimo krizo, cirka za 10% je upadla prodaja avtomobilov v Evropi. Mi smo vezani nažalost na take modele, take proizvajalce, ki je ta upad še večji in to je razlog za v bistvu odpuščanje. Gre za 17 zaposlenih. To pomeni, da smo število zaposlenih na ATP-ju znižali zdaj iz 238 na 221. Na vrata je končno potrkalo poletje. Obleke z dolgimi rokavi bodo v kratkem pristale v omari. Kratke hlače in kratki rokavi v kombinaciji z močnim soncem pa povečujejo nastanek kožnega raka. Velikokrat osebe ali so opozorjene strani partnerja ali same opazijo pojav nove kožne vzbrsti in zaradi tega pridejo na pregled ali pa pri preventivnem pregledu veliko znamenj odkrijemo tako sumljivo in potem to damo izrezati. V bistvu, če se pusti, da se melanom razvije in zraste v globino kože, potem naredi tudi zasevke v limfonode in kasneje tudi v možgane in druge telesne organe in s tem povzroči tudi smrt. Zato pozor, samozaščitno delovanje naj bo na prvem mestu. Prvomajske praznike preživite v dobri družbi s svojimi najbližjimi, v senci z vrčkom piva ali druge vam najljubše pijače.